naslednjega referenta, ki je Marjan Frankovič, moram opravičiti, ker je bolan že dlje časa oziroma ima večkrat. Ampak je vendarle napisal en osnutek referata. Zdaj jaz z veseljem povem, da sem ga povabila med zadnjimi, potem ko sem prebrala njegov tekst, in da je na začetku pristal, potem se je pa očitno za temo navdušil, tako da je zdaj zelo žalosten, ker ni mogel tega dokončno izoblikovati. To je skratka, ponudil nam je nekaj, kar je esej v nastajanju. No, zanimivo pa je, katera je ta tema, ki ga je tako navdušila, da je kljub bolezni pisal in da ni končal, ampak bo, če bomo le hoteli. Ta tema je pa na tistem robu, ki pove, zakaj je bilo izdajanje Mosta in Zaliva tako pomembno. Gre za usodo Jožeta Javorška in za njegova številna, kritična, izjemno zajedljiva, tudi strupena dela, ki jim je bilo v matični domovini zelo težko ali tudi nemogoče ugovarjati. Torej, tukaj ne morem zdaj predstaviti usode Jožeta Javorška, da bi si ljudje, ki s tem niso imeli nikdar opravka, predstavljali, kakšno vlogo je on odigral. Ampak skratka, v Mostu je bil Lev Detela tisti, ki se je potrudil temeljito brati Jožeta Javorška in mu tudi povedati, kar mu gre, po njegovo seveda. Jaz vam bom predstavila samo nekaj odlomkov iz tega mogočnega eseja, ki nastaja. Marjan Frankovič mu je dal naslov Nobenega razloga ni, da še naprej zavlačujemo s čiščenjem. Naslov je parafraza odlomka znanega Kardeljevega napotka slovenskemu partijskemu vodstvu, s katerim jih priganja, naj pohitijo s poboji zajetih kontrarevolucionarnih grupacij. Po povojnem obračunu s svojimi fizičnimi nasprotniki, od poveljnikov izdanih enot domobranske vojske, ki se je za oblastne uzurpatorje uspešno zaključil, pa se je čez čas izkazalo, da tudi obračun z intelektualnimi potenciali oziroma nasprotnikov, torej eventualnih nasprotnikov režima, ne sme izostati. Sprotno obračunavanje in onemogočanje posameznikov ni zadoščalo, kvarni vpliv Zahoda je bil prevelik, treba je bilo izdelati splošno ideološko platformo, ki bi opravičevala čiščenje. Kozbekovo postopno distanciranje od revolucijske teorišije je bilo vedno bolj moteče. Njegov potencialni vpliv je bilo treba okvalificirati kot kvarno spodkopavanje režima. Poleg njega vrednih nasprotnikov, vrhov bivše tovarišije, katerih obtožbam je veljalo ogovarjati, pa se je v novinarskih in publicističnih krogih spravljalo nanj še kup oportunistov, brezobzirnih karieristov, režimskih hlapcev in pisunov najslabše vrste. Družno z njimi pa je že ves čas podtalno in od 60-ih dalje tudi javno ovaduško deloval tudi njegov nekdanji prijatelj in partizanski sodelavec, spreobrnjeni krščanski socialist Franček alias Jože Brejc, Jože Javoršek. Nevredni nasprotnik, za kakršnega ga je nesrečni pesnik Kozbek označil v svojem pogovoru za Deutsche Welle. Platformo za Javorškove napade in obračunavanje pa je idejno, estetsko ter politično dodelal avtoritarni kritik in estet
ter kulturno-politična veličina Josip Vidmar. No, potem na kratko Frankovič predstavi Javorška in usodo tržaške knjižice Edvard Kocbek in pričevalec našega časa, ki sta ga, torej gre za pogovor s Kocbekom, ki sta ga pripravila Boris Pahor in Rebula. In na to je Javoršek objavil celo vrsto člankov in tudi knjigo o nevarnih razmerjih, ki se je mnogim zazdela nepojmljiva v svoji brezobzirnosti. In temu je na to ugovarjal Lev Detela, živeč na Dunaju, ki je temu pripisal fašistoidnost. Zdi se, da Frankoviča zelo nagovarja danes znova vse splošno obmetavanje s fašisti in da bo svoj esej speljal nekako v te sodobne vode. O navidezni, torej zdaj pa spet po tem kratkem povzetku, spet citiram Frankoviča. O navidezni morali kot karakteristiki vidmarjanske estetske presoje je v Mostu že sredi 70-ih let pisal Taras Krmavner. 10 let pozneje tudi Lev Detela. In res je, fašizem, zlasti nacizem v umetnosti, mnogi avtorji povezujejo z navidezno moralo, pravzaprav z amoralo in s pornografskimi učinki. Susan Sontag govori o tem v svojem eseju o brezidejnem, fascinantnem fašizmu. Medtem ko je uradna komunistična umetnost, denimo kiparska plastika, nabita z idejo in visoko moralna in povsem oropana erotike. In spet je tu značilna Javorškova nedoslednost, še huje, schizofrena sprtost s samim sabo. Kajti v skrajnosti prignano seksualno izživljanje Vitomila Zupana ter grozodejstva, s katerimi povezuje Dušana Pirjevca, oboje slej ko prej strastjo opisuje, ali se je tega vsaj nadejati, vendar naj bi se bralec kljub vsemu zgražal, sam pa ne more skriti, da ga vse to hkrati nezaustavljivo privlači. Fascinantni fašizem? Pozneje bo treba dokazati, da se tako Zupanova kot Pirjevčeva junaštva dogajajo v specifično razsvetljenski paradigmi. Zakaj je fašist ali nacist hujša zmerljivka kot komunist? In ali je komunist sploh zmerljivka oziroma diskvalifikacija istega reda kot fašist? Najbrž ne. Opredelitve za komunizem se vztrajno drži prizvok idealizma. Zanj se menda opredeliš, ker verjameš v pozitivne civilizacijske spremembe, do takšne mere pozitivne, da se slehernemu aktivnemu pristašu zdi nasilna pot do njih povsem opravičljiva. Za ideale fašizma in nacizma to že dolgo več ne velja. Zanje se je sramotno zavzemati. Opravičujejo jih in z njimi nekdanje režime le še redki, sociopatološko določljivi ekstremi. Pri nasilju, ki ga za dosego svojih ciljev izvajajo komunistične hunte, ti cilji pa se iz visoko letečih kaj kmalu in praviloma spremenijo v golo demagoško opravičevanje njihove totalitarne oblasti, pa se tako historična kot aktualno družbeno-kritična obravnava vendarle izogibata enoznačni obsodbi, pač pa pristopata bodisi arbitrarno ali oportuno in selektivno. Stalinizem se tako po prevladujočem mnenju poslužuje nepravih zločinskih metod in tudi kot ideologija ni sprejemljiv. Leninizem pa je idejno in vrednostno še zmeraj dokaj pozitivno ocenjen in kljub enakim prijemom v praksi ne velja za zločinski režim. Enako ne titoizem, kastrizem in tako dalje in tako dalje. In še
nekaj kratkega iz zadnjega dela. Franković je našel en zanimiv odlomek v Vidmarjevih spominih oziroma obrazih, ki se takole spominja partizanskega prizora doživetja. V svoji zmoti je tovariš Franček, sedaj Jože Javoršek, tedaj še Brejc, vse predolgo vztrajal pri svoji zvestobi Kocbeku, ki ga je v svoji voditeljski ambiciji zavajal na nevarna pota. Kot dovolj viden funkcionar fronte od začetka je bil Javoršek poklican v naše taborišče, to je v bazo 20, znameniti štab partizanske vojske, kjer ga je zadela Kidričeva kazen. Znašel se je v hladilniku, kakor smo rekli, položaju, ko nisi bil nič in nisi imel opraviti nič, temveč si samo vegetiral. Med tedanjimi estetskimi spori je Javoršek spesnil nekakšno najnovejšo pisarijo, s katero je ironiziral grobe zahteve političnih utilitaristov v literaturi. To pisarijo je na neki prireditvi na bazi 20 recitiral, na kar se je iz strahu pred Kidričem ali Bog vedi pred kom drugim obesil. Vendar so ga pravočasno sneli. Po svoji smrti je anonimno napisal neko brošuro o Sovjetski zvezi, ki je bila Kidriču zelo všeč. Vihtel jo je v roki. Tako je treba pisati. Potem je tega Frančka, to se pravi Javorška, Kidrič povabil k sebi, pogovarjala sta se vso noč in kmalu zatem ga je postavil za vodjo, šefa Radio-osvobodilne fronte. To je en znamenit kozolc v usodi Javorška in partizanske propagande. Gornji navedek, pravi Franković, je potreben zato, ker priča o ključnem, o srhljivih in hkrati grotesknih dogodkih v bazi 20, ki so po pričevanju Josipa Vidmarja speljali Javorška z nevarnih stranpoti, kakršne je pri tem ubiral, ko je vztrajal pri Kocbeku in ga dali v naročje partiji. Hkrati pa nam njegov poznejši dolgoletni zaščitnik pokaže svojo visokostno moralno držo, pravzaprav svoj značilni imoralizem, vzvišen nad življenjem in smrtjo, ki ga v njegovem siceršnjem delovanju opažajo mnogi kritiki, v reviji Most pa še posebej Taras Krmavner in za njim Lev Detela. Prav ta imoralizem, tako izrazit v opisu poskusa samomora tovariša Frančka, pa je bil še posebej v razkoraku s tako imenovano lažno oziroma navidezno moralo, ki jo v njegovem in enako v Javorškovem kritiškem delovanju opažata ista dva kritika. Jaz bom s tem zaključila.